Sem Blaž iz skupine Zvita Feltna, vi pa poslušate Radio Prlek. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Pogledam jo in čudim se, Bog si je res čas vzel, ker gledam jo 2 uri že, a dela se, kao ne ve. Pogledam jo, zdaj že ve, ta nasmešek zame je nagajil in nalezljiv. Počutim se, kot da bi pil. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Zvita Feltna. Gledam jo in čudim se, druge so le kopije. Njen okus vabi me, diši kot med in jagode. Pogledam jo, vem da ve, slišim njeno dihanje. Njen nasmeh pa je kriv, počutim se, kot da bi pil. Ti si edina in blizu ni nobena. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Zvita Feltna. Če spet rodil bi se, bila bi moja žena. Ti si edina, ustvarjena za mene. Brez aspirina mi glavo bolj odženeš. Ti si edina. Edina je bila skladba, ki smo jo slišali, skupine Zvita Feltna. Blaž pa je z nami. Zdravo, Blaž. Živijo Radio Prlek, živijo, kako ste? Delovno, kot vidiš, nedeljsko, popoldnevno. No, super, lepo. Ja, Zvita Feltna praznujemo 15 let, tako da smo veseli, da nas imate tudi vi v vašem programu. Glasbeniki običajno v nedeljah popoldne počivate, ampak sedaj počivate že nekaj mesecev. Ja, ravno zadnjič smo se pogovarjali, da od našega zadnjega nastopa je preteklo že več kot 7 mesecev in bi bil zdaj res že skrajni čas, da ponovno kaj nastopimo tudi v živo, tako da kakšnih spletnih koncertov nismo delali in nekako čakamo, da se odprejo vrata za vse poslušalce. Sedaj pa boste zvijali Feltne, ko se enkrat odpre. Ja, ko se odpre, vemo, da bo sigurno šlo na polno in pričakujemo, da bo nekako brez zavor. Te pa je treba kdaj imeti vključene, oziroma vse pritisniti na njih. Ja, mislim, kdaj je treba, ne, ampak mislim, da ko se bojo spet začeli vsi ti žuri in vsa ta praznovanja, bo vsaj na začetku brez zavor, vsaj tako upamo. Blaž, Zvita Feltna je prehodila 15 let od narodno-zabavnega ansambla do sedaj zabavne skupine. Tako je, ja, v bistvu teh 15 let se zdi dolga doba, ampak nam je minilo, kot bi trenil. Vmes se je dosti stvari spremenilo, začeli smo kot popolni narodnjaki, igrali samo narodno-zabavne viže,
potem nekje z letom 2012 začeli ustvarjati tudi svojo glasbo v narodno-zabavni izvedbi, no kasneje pa so se zgodili tudi vsi ti zabavni hiti in danes smo tukaj. In danes ste prava žur skupina. Ja, vsaj tako nas nekako imenujejo in potem nas najbolj pozna cela Slovenija. Pričela sva ta pogovor s skladbo Edina, ki je tudi nekakšna prelomnica v vašem delu. Edina je prišla ven leta 2017, mislim, da v oktobru, in s to skladbo se je začelo vse skupaj odvijati potem zelo hitro in se je začel tudi naš nekako ta medijski in glasbeni vzpon na slovenski sceni. Jaz bi lahko rekel, da je to še vedno naš največji hit, ker enostavno skoraj da ni človeka, ki bi prišel na naš nastop, ki tega komada ne bi poznal. Še vedno ga vsi radi prepevajo z nami in o tem pričajo tudi ogledi na YouTubeu, ker Edina dosega že skoraj 4 milijone, kar je seveda zavidljivo in mi smo zelo ponosni na ta komad. Torej si jo vsak Slovenec pogledal vsaj dvakrat. Recimo, ja, zdaj verjetno si ga vsak ravno ni ogledal, ne? Ampak so si ga pa nekateri tudi 10krat ali pa 20krat, kot kaže. Nadaljujeva z Lunino belino. Ja, Lunina belina je bil naslednji komad, v bistvu takoj po Edini, ki je bil tudi zelo lepo sprejet in ima tudi danes že ogromno ogledov, mislim, da gre tudi proti 2 milijona in ga seveda z veseljem igramo na vseh nastopih. To sta dve skladbi, s katerima smo v bistvu pričeli sodelovanje z našim tekstopiscem Rokom Lunačkom in pa producentom Blažem Hribarjem ter našo video ekipo Džomla KS in Sava Dinjaški, to sta oba iz Beograda, s katerimi sodelujemo še danes. No, okrog te ekipe se je v bistvu vse začelo odvijati v malo drugačnem stilu in s to ekipo smo zrasli v to, kar smo danes. Prevrtim cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, tam dol ob morju, tam čas stoji, kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Belina naj je zavila, pod borovci se nasmej, dol ob morju, tam čas stoji, kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Moj dom, zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka,
je do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Lujna belina skupine Zvita Feltna. Blaž, kot sva rekla, letos 15 let, torej pričeli ste leta 2006. Prebral pa sem, da se je v zasedbi zamenjalo kar 25 članov. To je svojevrsten rekord, ja, in zelo čudno se sliši, ampak zdaj, če vam jaz na hitro razložim, kako je to potekalo. Namreč na začetku, ko se je takrat še ansambel ustanovil leta 2006, je bil to en tak ansambel, ki ni imel stalnih članov in niti ni bilo nobenih vaj, namreč šlo se je kar na nastop, na kakšno tako bolj vaško praznovanje oziroma na kakšno rojstnodnevno presenečenje in enostavno vodja tega ansambla je bil moj bratranc, Andrej, in on je poklical vse svoje prijatelje, tisti, ki so imeli čas, da bi igrali tisti večer, jih je poklical, imaš čas, ja, evo, pridem, ok. In ta skupina se je potem zbrala in igrala, tako da mi smo našteli ene 25 članov, ki so se zvrstili v tej skupini do sedaj. Moram pa povedati, da od leta 2010 potem skupina deluje v 4-članski zasedbi, no zadnjo menjavo pa smo naredili leta 2015, odkar nastopamo v tej trenutni zasedbi, ki jo sestavljamo, torej jaz, Blaž Gec, kot pevec in klaviaturist ter harmonikaš, potem je tu Žan Janežič, basist in kitarist, potem je kitarist Teo Čebron in pa kot zadnji se nam je pridružil bobnar Matic Leban. Postava se torej spremenila tako hitro, kot je tvoj bratranec vozil. Ja, nekako tako, ja, lahko bi rekli. Predvsem pa je bila to, mislim, ena zelo neprofesionalna zasedba, ki je bila zelo hudomušna in so igrali predvsem na takih zabavah, kjer se je kaj dobrega spilo in kaj dobrega pojedlo. Sedaj ste veliko bolj resne. Ja, glede tega smo sigurno bolj resni, zato ker seveda glasbo jemljemo profesionalno in se tudi z njo profesionalno ukvarjamo, oziroma bom rekel tako, glede na to, da imamo vsi, hvala Bogu, tudi redne službe, kar se je v tem času pokazalo seveda kot nekaj zelo pozitivnega. Bom rekel, da smo polprofesionalci, ampak seveda v svoj prosti čas in veliko svojega truda vlagamo prav v glasbo. Blaž, prej si naštel vse člane zasedbe, sedaj je med vami že prvi 30-letnik. Tako je, letos smo dobili prvega 30-letnika in to je naš Žan, ki je praznoval 2. marca. Sicer kakšna velikega praznovanja nismo mogli imeti zaradi ukrepov, ampak smo ga vseeno presenetili že ob 5. zjutraj in mu nekaj zapeli in zaigrali. No, drugo leto pa bomo še preostali stopili v to 30-letje, tako da bo kar veselo, no. Prihodnje leto bo potem leto zabav članov Zvite Feltne, ne za druge, za vas. Tako, za nas, ja. Letos je bilo mišljeno, da bi bila zabava za bend, glede na to, da praznujemo 15 let. Kot kaže, te zabave žal ne bo, čeprav mi nismo še prav vrgli puške v koruzo in računamo na to, da mogoče poleti ali pa jeseni, da bi izpeljali kakšno zabavo na ta račun. Evo, drugo leto pa zabave na naš račun. Ti boš praznoval zadnji, če sem prav videl na spletni strani. Tako, ja, jaz sem najmlajši in sicer je zanimivo, da sem kot najmlajši tudi vodja skupine, ampak zgleda, da morajo lihta malga poslušati. Običajno najmlajši najbolj komandirajo. Ja, ponovadi je tako tudi v družini. Greva k naslednji, to bo Kraljica. Kraljica je skladba, na katero nas vežejo najbolj posebni in najlepši spomini, predvsem na snemanje videospota, zato ker smo videospot posneli v bistvu na delovnem dopustu, ko smo namreč za slovenske maturante nastopali v Grčiji in tam smo imeli v bistvu en teden časa, da smo ta spot posneli. Imeli smo se zelo fajn, bilo je veliko zafrkancije, zelo smo uživali, seveda tisto grško sonce, lepe plaže, lepo vreme in to je bilo eno posebno doživetje, no, in upam, da nam bo še kdaj uspelo, da se bomo kam tako za več časa odpravili in bomo zraven posneli tudi še kakšen videospot. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce. Za njo bi zvezde nabiral, za njo oblake preštel, za njo srce rezerviral, milijon objemov, dokler bom živel.
Ko me objame, vsakič me zadane, problemi odletijo, v meni zagori. Ko me objame, vsakič me zadane, hormoni poletijo, telo mi ponori. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce. Za njo zvezde nabiram, za njo diši moj parfum. Za njo se ne kontroliram, odklopi se glava, odklopi razum. Ko me objame, vsakič me zadane, problemi odletijo, v meni zagori. Ko me objame, vsakič me zadane, hormoni poletijo, telo mi ponori. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce. Čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razred zase, punca prve klase, le za njo gori srce. Skupina Zvita Feltna, Blaž je z mano v programu Radia Prlek, rekla sva, 15 let delujete, sedanja postava od leta 2015. V tem času pa ste tudi najbolj ustvarjalni, čeprav ste leta 2016 že izdali en album. Res je, ja, 2016 smo izdali album z naslovom Na zdravje prijatelji, na katerem je bilo 5 narodno zabavnih skladb in pa 5 bolj zabavnih. Moram pa reči, da se nobena od tistih skladb ni nekako tako prijela kot te, ki smo jih izdali v zadnjih letih. Takrat smo vse skladbe v celoti v bistvu ustvarjali sami, sedaj pa od leta 2017 ustvarjamo z ekipo, ki se v bistvu z glasbo ukvarja vsak dan in so na tem področju najboljši. Vse tekste nam piše Rok Lunaček, ki velja za enega najbolj iskanih tekstopiscev pri nas in ki je napisal tudi vse naše največje hite. Zdaj tako pri glasbi, nekaj smo napisali tudi teh novih sami, nekaj največjih hitov je napisal tudi Džomla KS oziroma Mladen Jakovljević, verjetno ga poslušalci bolj poznajo kot Džomlo KS, ki je tudi avtor naprimer uspešnice Gajba puna piva, ampak smo ugotovili, da nekako skupaj zelo dobro delujemo in da se njegove melodije dobro primejo tudi v naši izvedbi, no. Tako da smo tudi z njim napisali nekaj melodij in ja, v tej zasedbi vztrajamo že toliko časa in mislim, da bomo vztrajali še naprej. Sedaj ste bolj o reggaeton ritmih, ki vam kar dobro ležijo. Ja, mi smo nekako bili eni izmed prvih, ki smo ta reggaeton prenesli tudi v Slovenijo. Mislim, da prav prvi je bil Čale Sale, potem pa smo bili mi že kmalu za njim in smo po tem reggaetonu tudi postali zelo prepoznavni, ne? Ker vsi naši največji hiti, torej Edina, Gin and Tonic, Lunina Belina so v tem reggaeton ritmu. Mi smo ustvarili nek tak slovensko-balkanski latino reggaeton, je, mislim, tak, te kar vlečete, da bi zaplesal, ne? In to nam kar dobro uspeva in naši poslušalci nam vedno rečejo, da
ko mi izdamo nek nov komad, takoj vejo, da smo to mi, zato ker je vedno v nekem našem mal posebnem stilu. Blaž, koliko pa pri tem ustvarjalnem postopku sodelujete vi sami člani? Ja, mi ponovadi smo precej vpleteni, še posebej jaz in pa kitarist Teo, ki velikokrat pomagava pri pisanju melodije in pa tudi pri aranžiranju komada, tako da smo v bistvu, lahko rečem, vedno bolj vpleteni v te skladbe in vedno bolj bdimo nad tem, kaj se s tem dogaja, tako da vsekakor pa je, če nam neka melodija oziroma neko besedilo že v začetku ne leži oziroma nam ne diši, po domače povedano, se za ta komad sigurno na koncu ne bomo odločili in ga ne bomo ustvarili, ne. V glavnem, melodija in besedilo se mora vsem dopasti, potem seveda skupaj naredimo tudi to produkcijo in aranžma in na koncu pride ven ena taka lepa celota. Ko si omenil besedila, si omenil tudi Roka Lunačka, on pa dejansko napiše lahko besedilo o vsem, karkoli želiš. Ja, zdaj najbolj seveda je za nas prednost tudi to, da smo mi zares dobri prijatelji tudi osebno in se med seboj zelo dobro poznamo in prav to tudi njemu veliko bolj olajša zadeve, zato ker on, če človeka odlično pozna, potem bo za njega tudi veliko lažje napisal besedilo. Tako da smo pa tudi sami ugotovili, ko smo se pogovarjali z njim, je tudi on rekel, da kadar dobi res eno melodijo, za katero je tudi on sam prepričan, da je hitoidna, da potem tudi on besedilo napiše zelo, veliko lažje. Naslednja bo Zate. Zate je ponovno skladba, s katero smo šli popolnoma v tisti latinoameriški reggaeton in katera je bila tudi precej uspešna. Predvsem ima zelo markanten videospot, ki smo ga posneli na Metelkovi v Ljubljani in sicer med vsemi tistimi grafiti. Imeli smo tudi eno igralko, ki je črnka in res je tak videospot, ki bi ga lahko pripisali bolj kakšnim latinoameriškim izvajalcem, no. In mislim, da ne je uspelo ujeti ta moment. Medtem ko tole pesem pišem, luč gori pri tebi še. S tabo je, po tebi srajca še diši mi, on pa je v bližini, vem, greje te. A sta srečna skupaj, ali prebolevaš le kot jaz, ali v njemu iščeš moj obraz. Meni se še vsako noč zgodi, da manjkaš mi ti. Zate bi svet prehodil, zate bi ponovil napake, brez tebe je vse vino, voda. Zate bi hrup utišal, zate še v temi mižal, zate brez tebe zame ni izhoda. Zvita Feltna. Ko tole pesem pišem, svoje solze brišem spet. S tabo je, patetika me znova zgrabi in kot ponavadi sam kradem dan. A sta srečna skupaj, ali prebolevaš le kot jaz, ali v njemu iščeš moj obraz. Meni se še vsako noč zgodi, da manjkaš mi ti. Zate bi svet prehodil, zate bi ponovil napake, brez tebe je vse vino, voda. Zate bi hrup utišal, zate še v temi mižal, zate brez tebe zame ni izhoda. Zvita Feltna.
Ali prebolevaš le kot jaz, ali v njemu iščeš moj obraz. Meni se še vsako noč zgodi, da manjkaš mi ti. Zate bi svet prehodil, zate bi ponovil napake. Brez tebe je vse vino, voda. Zate bi hrup utišal, zate še v temi ližal, zate brez tebe zame ni izhoda. Skupina Zvita Feltna v programu Radia Prlek, Blaž je z mano. Blaž, prej si dejal, da glasba sedaj več za vas ni samo hobi. Ja, glasbi posvečamo veliko časa, konec koncev, preden se je začela ta korona, smo 2 do 3 na teden nastopali na odrih po celi Sloveniji, tako da glasbo imamo radi, nastope neizmerno pogrešamo in že komaj čakamo, da se bomo vrnili nazaj na odre, zato ker mi se tam najboljše počutimo in smo po srcu in duši pravi žurerji in nam to nekako najbolj manjka, ne. Zdaj med to korono, v tem korona času nam veliko naših oboževalcev piše, kdaj bo nastop, kdaj se bomo spet videli, tudi mi že komaj čakamo in verjamemo, da takoj, ko se bodo zadeve vsaj malo odprle, bomo mi eni izmed prvih, ki bomo nastopili tudi v živo. Potem sedaj ni več prostora za amaterizem, čeprav se lahko kdaj pa kdaj še vseeno malo zmotiš. Ja, jaz mislim, da vse napake, ki se zgodijo na nastopih, so sestavni del tega, da igramo pač v živo in da muzika je pač taka, da vsak človek je zmotljiv in jaz mislim, da vsak človek, ki dela tudi napake. Mi se na te napake ne prav preveč oziramo tudi na naših nastopih, tako da če se kakšna zgodi, se kdaj samo nasmejemo in poskušamo pozabiti, kot da je ni bilo. Tako da jaz mislim, da tudi naši poslušalci nam to ne preveč očitajo in tako, no, toliko o tem. Po čem pa si boste najbolj zapomnili prvih 15 let? Prvih 15 let si bomo zapomnili sigurno po vseh naših hitih, ki smo jih do sedaj izdali, po vseh tistih nabito polnih šotorih, po nabito polnih diskotekah, konec koncev vseh fotografijah z oboževalci, o naših izletih v Španijo, Grčijo na maturantske izlete, po maturantskih plesih, konec koncev tudi po kakšnih odličnih porokah. V glavnem gre za res ogromno enih spominov, ki so nas zaznamovali in ki bodo ostali v naši glavi in naših srcih zavedno. Česa pa v 15 letih niste naredili, pa bi si želeli? Ste kaj naredili v te inventure? Ja, kaj ti jaz vem, v bistvu malo nam je žal, da nismo izdali že prej še kakšen CD, ampak smo zdaj nekako se zaobljubili, da o 15. obletnici izdamo nov album, na katerem bojo vsi ti stari hiti in pa tudi še kakšen nov komad. Zdaj, kakšne druge stvari, ki je pa nismo naredili prav take posebne, je pa mislim, da niti ni, zato ker mi smo kar delali vse tisto, kar smo si zadali in nekako nismo izpustili nobene take priložnosti, da kaj ne bi naredili, kar bi želeli. Naprimer, velikokrat nas sprašujejo, zakaj nismo nikoli nastopili na kakšnem glasbenem festivalu ali kaj takega, ne. Enostavno, naš odgovor je, da nas to ne zanima in da smo mi bend za na oder, da smo mi bend za na žur in ti festivali v zadnjem času se bojimo, da ne peljejo niti v tisto ta pravo smer in nekako se jih poskušamo izogniti. Lahko bi pa se eno poskusili na Eme. Ja, verjetno bi se ravno Eme najprej izognili, no. Tako. Bova pa zato v nadaljevanju natočila Gin in Tonic. Ja, Gin in Tonic je pa res ena tistih skladb, ki nas je ponesla v višave in sicer ravno, bom rekel tako, ravno ko je edina začela malenkost v glavah poslušalcev iti v pozabo, se je zgodil Gin in Tonic. Sredi poletja 2019, ko je bil Gin in Tonic tudi kot pijača v največjem razmaku, smo mi izdali ta komad in takrat je bil odziv res nor. Jaz se spomnim, v pičlih 48 urah 100 000 ogledov,
na YouTubu. Mislim, takrat je res praktično gorelo je, če se izrazim malo v žargonu. In Gin and Tonic je še vedno tisti komad, ki ga na vseh nastopih največkrat zaigramo. Zaigrati ga moramo sigurno vsaj 2-krat na večer. Vsi si tega komada želijo in moram povedati, da še vedno na socialnih omrežjih dobivamo neke posnetke, ko si ljudje predvajajo Gin and Tonic ali pa ko si ga pojejo. Tako da to je res eden tistih hitov, za katerega lahko označimo kot nek hit leta. Zvita Feldna. Gin and Tonic. Zvita Feldna. Gin and Tonic z ledom, hočem tebe celo, druge nočem, hej. Zvita. A čutiš isto, povej. Čilam v lokalu, sem bolj na easy in potem naenkrat srce v krizi, oh yeah, ti zmedla si me. Zdaj nimam apetita, spim na obroke, sanjam le še tebe, najne otroke, oh yeah, ti zmedla si me. 3 runde rabim, 3 runde da pozabim, ali pa da se navadim, da me boš medla naprej. 3 runde rabim, 3 runde da pozabim, 1000 promilov prosim, ker si najboljša od vseh. Gin and Tonic z ledom, hočem tebe celo, druge nočem, hej. A čutiš isto, povej. Gin and Tonic da me dvigne, ko pogledaš me, zapre srce. A čutiš isto, povej. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Daleč od normale, ušla je pamet, sonce je pijano z mano, hej, oh yeah, ti zmedla si me. 3 runde rabim, 3 runde da pozabim, ali pa da se navadim, da me boš medla naprej. 3 runde rabim, 3 runde da pozabim, 1000 promilov prosim, ker si najboljša od vseh. Gin and Tonic z ledom, hočem tebe celo, druge nočem, hej. A čutiš isto, povej. Gin and Tonic da me dvigne, ko pogledaš me, zapre srce. A čutiš isto, povej. Gin and Tonic z ledom, hočem tebe celo, druge nočem, hej. A čutiš isto, povej. Gin and Tonic da me dvigne, ko pogledaš me, zapre srce. A čutiš isto, povej. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Blaž, ko si omenjal skladbo Gin and Tonic, ki smo jo tudi slišali, se moramo ostaviti še pri videoprodukciji. Ta je danes dejansko nujno potrebna, če želiš skladbo dobro spromovirati. Ja, žal ja, zato ker mi večkrat rečemo, da v bistvu se je mal izgubil ta stik z glasbo, zato ker danes vsi pričakujejo samo te videospote. Vsi govorijo o tem, imate super nov videospot, velikokrat se o glasbi sploh ne pogovarjamo. In vem, da nekaj časa nazaj ne je šlo to zelo na živce, ampak smo ugotovili, da če je komad pravi, potem na koncu gre tudi tisti videospot malo pozabo in poslušajo sam komad, ne. Zdaj, lahko rečem, da za nas se ukvarjati s snemanjem videospotov je po eni strani malenkost tudi prav muka, zato ker nekako smo glasbeniki, nismo igralci in je to tisto nekako odvečno delo, ki ga je treba narediti, ampak danes žal čas napoveduje to, da vsak video mora imeti, oziroma vsaka glasba mora imeti zraven tudi video podobo, tako da smo tudi mi primorani delati video izdelke na najvišjem možnem nivoju.
To je tudi videti, kaj ti veliko vlagate v spote. V bistvu je v zadnjem času postalo že tako, da je treba na koncu več energije in časa vložiti v posnetje videospota kot v samo pesem. Moram reči, da snemanje videospota je navadno tudi finančno precejšen vložek in zaradi tega se je treba kar potruditi, da je potem skupek glasba in video, da nastane ena celota, ki je vse skupaj zapakirana v tak lep paket. Vedno pa seveda poskušamo obdržati tisti visok nivo, da ne padamo, in tudi v tem korona času smo poskusili narediti spet nek presežek tudi z videospotom. Kaj ti potem se moraš spremeniti iz pevca še v igralca. Ja, in vedno imamo ob sebi tudi kakšne simpatične igralke, ne? Tako da nam malo olajšajo to delo, da mogoče gledalci pozornosti z nas preusmerijo tudi malo na punce. Ali pa vam zmanjšajo koncentracijo. Ja, tudi to se zgodi velikokrat med snemanjem. In je treba kadre ponavljati. Ja, čeprav moram reči, da zdaj smo že tako zverzirani, da teh kadrov nekaj dosti ponavljamo in ne vem, tako smo se že ujeli z našo snemalno ekipo, da enostavno vse te playbacke in vse to, kar snemamo, posnamemo večinoma vse v prvo. Za naslednjo se je treba pa malce maskirati, govoriva o skladbi 100 000 let. Tam ima pa skoraj mal pusten videospot, bi jaz rekel, ne. Spominja mal na pust, zato ker smo ga tudi posneli v Udinah in smo si gor nadeli ene take prav posebne maske. Videospot je poseben zato, ker je tudi mal črno-bel, mal nostalgičen. Tak videospot pa smo si izbrali zato, ker je tudi pesem taka. In sicer glasbo za to pesem je napisal Matjaž Vlašič in je pesem, ki mogoče je precej drugačna od vseh naših, ni v reggaeton ritmu, ampak številni so nas opozorili, da mogoče celo spominja malo na pesmi pop dizajnov, kar si seveda štejemo tudi v veliko čast. Tako da gre za eno večno melodijo, za en večen tekst, ki sicer na socialnih omrežjih ni dosegla tako velikega uspeha kot vse ostale, ampak mislim, da bo pa na dolgi rok ostala. Rad bi povedal ti vse to, zdaj ko ne morem spati, noče ledena pustijo, naj ledeni pred vrati. Če se v sanje potopim, naj bo v sanjah tvoj obraz, da se ob tebi prebudim, ko slišim tvoj glas. Rad bi povedal ti vse to, zdaj ko bi moral stati, brez tebe so jutra hladna bolj in težje me je prebrati. Da je samota tu doma, manjkaš mi ti in tvoj obraz, slišaj vihar na dnu srca, ko slišim tvoj glas. 100 000 let bi čakal spet, da svoj pogled obrneš, da znova čas te vrne, naročje spet nazaj. 100 000 let bi bil ujet med hladnimi zidovi, ledenimi okovi, če bi se srečala. Tvoj pogled stopil v sled okrog srca. Rad bi se vrnil znova tja, kjer sva nekoč ležala, z roko v roki le mi dva, skupaj tesno zaspala. Če se v sanje potopim, naj bo v sanjah tvoj obraz, da se ob tebi prebudim, ko slišim tvoj glas. 100 000 let bi čakal spet, da svoj pogled obrneš, da znova
čas te vrne, naročje spet nazaj. 100 000 let bi bil ujet med hladnimi zidovi, ledenimi okovi, če bi se srečala. Bi tvoj pogled stopil v sled okrog srca, rad bi povedal ti vse to, zdaj ko ne morem spati. 100 000 let skupine Zvita Feltna, Blaž z mano. Blaž, lahko z vaše strani pričakujemo še tudi kakšno narodno zabavno novost. Mislim, da ste zadnjo dali v eter 2019 Tvoje oči. Ja, tako je. Veliko naših oboževalcev, še posebej tistih, ki so z nami že od samega začetka, so nekako kar pogrešali to, da smo harmoniko popolnoma vrgli ven iz svojega repertoarja, vsaj kar se glasbena ustvarjanja tiče. Namreč na nastopih jo redno potegnemo in redno kaj zaigramo tudi v narodno-zabavni izvedbi. In ravno zaradi tega smo konec leta 2019, tik pred Božičem, izdali eno pesem, en valček, ki je seveda na harmoniko. Gre za zelo čustven komad, Tvoje oči je naslov in kaj ne rečem, doživeli smo en tak lep odziv naših poslušalcev in ne izključujemo, da bomo tudi v prihodnje mogoče še izdali kdaj kakšen narodno-zabavni komad. Sicer pa več informacij o vas na lično urejeni spletni strani. Ja, in moram se pohvaliti, da smo to spletno stran tudi sami izdelali, da nismo dali nobenemu narediti, tako da smo si prav v začetku korone, lani marca, ko smo bili vsi doma, smo si vzeli malo časa in smo posodobili to spletno stran, uredili tudi spletno trgovino, da si lahko naši oboževalci nabavijo tudi kakšen naš artikel, če bi ga želeli imeti. No, tako. Trgovina pa je dobro založena, kot je videti. Ja, sicer še bolje bila, zdaj je kakšen izdelek že tudi zmanjkal. Moram reči, da smo kar precej stvari že razprodali. Namreč gor na trgovini lahko dobiste naše dolge majice, kratke majice, potem tudi kakšne spominke, kot so, ne vem, svinčnik, vžigalnik, potem kartice, plakati, kape. Imeli smo celo brisače za na morje, gin in tonik, ampak so bile tako hitro razprodane, da mislim, da ni niti ene več na zalogi. Sedaj boste dali novo izdajo Tonik in gin. O tem smo tudi že razmišljali, da bi imeli svoj tonik in svoj gin, ampak se bojimo, da bi s tem malo preveč promovirali alkohol, ker že tako nam včasih celo malo očitajo, da otroci že v osnovni šoli pojejo gin in tonik, ne, kar je sicer malo tako neprimerno. Ne. Sicer pa sproti aktivnosti na vseh družabnih omrežjih. Ja, mi smo zelo aktivni, namreč še posebej na Instagramu, zato ker se mi zdi, da je to družabno omrežje, kjer je največ naše ciljne publike in se tam tudi mi najbolj najdemo. Imamo sicer tudi svoj Facebook, kjer sicer nismo tako zelo aktivni, in pa prav zdaj v zadnjem času smo si naredili tudi TikTok, ker so nam rekli, da TikTok pa res moramo imeti. In moram reči, da smo dobili tudi že veliko sledilcev tudi na TikToku. Predzadnja, ki bo vas pustila, bo Diamant. Diamant pa smo izdali v bistvu eno slabo leto nazaj, in sicer je to pesem, ki je ponovno reggaeton. Gre za tak udaren komad, ki govori o nekem mojem diamantu, ki sije, ne. Zelo nam je žal, da te pesmi nismo mogli kaj dosti predstaviti svojim poslušalcem, zato ker ravno ko smo jo izdali, so se na hitro koncerti odprli, potem so se spet zaprli, tako da pričakujemo, da bomo ta komad še malo bolj predstavili na nastopih, ki prihajajo, upamo, da že letos. Moj diamant, ti siješ brez vina me, napiješ, rabim te bolj od zraka, kdor čaka, ta dočaka. Let's dance with Zvita Feltna. Debatirava o 100 stvarih, diamante nosiš v očih, kako je lepo, ko večer gre v pravo smer. Tvoj pogled ustavi v svoj svet, tvoj dotik pogoje za živet, kako je lepo, ti to znaš, poglej v nebo, tam piše vse to, poglej v srce, ker tvoje je, poglej v
pretirava čas pa stoji, s tabo dihanje mi pohiti, kako je lepo, ko večer gre v pravo smer. Vsaka rima na te se, vsaka zvezda si je za tele, kako je lepo, ti to znaš, poglej v nebo, tam piše vse to, poglej v srce, ker tvoje je, poglej v nebo, tam piše vse to, poglej v srce, srce že ve. Moj diamant, ti siješ brez vina me, napiješ, rabim te bolj od zraka, kdor čaka, tato čaka. Moj diamant, ti siješ, jaz v objem te skrijem od jutra pa do mraka, kdor čaka, tato čaka. Moj diamant, ti siješ brez vina me, napiješ, rabim te bolj od zraka, kdor čaka, tato čaka. Moj diamant, ti siješ, jaz v objem te skrijem od jutra pa do mraka, kdor čaka, tato čaka. Blaž iz skupine Zvita Feltna v naši družbi, 15 let je za vami, praznovanje, kot si prej rekel, ne bo nekega večjega, vsaj verjetno ne. Ja, mi se vseeno še vedno nadejamo, da bi naredili eno veliko prireditev o 15. obletnici, namreč imeli smo v planu, da povabimo vse te naše glasbene prijatelje, tudi konec koncev vse vas medije, da prijete pogledati in pa vse naše oboževalce, da nas pridejo poslušati in da naredimo en spektakel o 15. obletnici, ampak kot kaže, to letos ne bo izvedljivo, mogoče ga celo premaknemo na drugo leto, če se bo situacija kaj popravila do takrat. No, tako no. Vseeno pa se nadejamo, da bomo to 15-letnico obeležili z enim koncertom. Če ne drugače pa nas boste presenečali z novimi skladbami. Ja, tako je. Ena izmed zadnjih je išla prav zdaj pred kratkim in sicer naslov te skladbe je Dama in Baraba. Gre za eno zelo udarno melodijo, ki se je takoj zelo dobro prijela pri naših poslušalcih. Delček refrena te skladbe smo pokazali že v prejšnjem videospotu Diamant in sicer na koncu videospota sem jaz v vlogi nekega menedžerja in v ozadju se vrti ta skladba in moram reči, da nas je veliko naših sledilcev vprašalo, mislim in non-stop spraševalo, kdaj pride ta skladba ven, kje jo bomo lahko slišali, evo in zdaj smo jim jo končno podarili. Izbrali pa smo ta trenutek zato, ker smo nekako računali, da po prvomajskih praznikih, da se res vse odpre in da bomo lahko nastopali normalno, kot smo tudi že pred to korono. Mi mislimo, da poleti vsekakor prireditve bodo, da se bo situacija umirila in da se bomo počasi vrnili v normalno življenje. To pomeni, da je skladba nastala že lani? Tako je, skladba je nastala že lani in sicer aprila, ampak smo jo nekako čuvali do sedaj in moram reči, da kot kaže smo jo izdali v pravem momentu, zato ker skladba dosega velike številke na YouTubu, je tudi med 3 najbolj predvajanimi YouTube videi v Sloveniji. Odziv je zelo dober in dobivamo same pohvale na ta račun. Je pa tudi videospot precej markanten in lahko rečemo, da tudi celo malenkost preko meje tistega, kar je nekako v Sloveniji velja za mejo dobrega okusa, ker se v videospotu pojavljajo tudi res pregrešno dragi avtomobili, nesramno dobra dekleta in celo sekire in puške. Tako da smo res uprizorili neko tako filmsko sceno, ki pa na konec koncev niti ni tako resna in je vse skupaj malo bolj sarkastično. Sem si zapisal eno alinejo pri pripravi tega intervjuja, da imate okus za avtomobile. Predvsem me je Dodge pritegnil takoj. Ja, mislim, v tem spotu smo res prekosili tudi z avtomobili sami sebe.
Namreč našli smo take avtomobile, ki jih mislim, da ne vidiš v nobenem spotu od slovenskih izvajalcev, ampak samo v kakšnih res ameriških videospotih. Pri tem so nam pomagali naši kolegi, naši prijatelji, namreč imamo prijatelje, ki se radi vozijo v dobrih avtih in so nam nekako popolnoma brezplačno zagotovili te avte tudi na snemanju. Pojavlja se noter tudi Dodge Charger, ki je edini tak, ki ga najdemo v Evropi, tako da smo zelo ponosni, da imamo poleg lepih punc res ekstra avtomobile. Tako da je vse na polno. Ja, za vsak tak projekt se je treba na polno potruditi in če smo že v glasbo vložili za res 100%, smo rekli, da je treba potem tudi v videospot. Blaž, omenjal si tudi album, ga lahko pričakujemo letos? Letos zagotovo, mi ta album napovedujemo že kar nekaj časa, vsako leto pravimo, mogoče bo pa letos album, letos pa vam obljubimo, da zagotovo prihaja album, najverjetneje konec poletja ali v začetku jeseni. Tako da se z veseljem takrat oglasimo tudi pri vas in vam ga predstavimo. Pa ne bodo vmes kaki mafici kaj naredili? Ne bodo. Skladbo bova sedaj poslala za konec tega pogovora, zato Blaž, beseda je tvoja. Ja, dragi poslušalci Radia Prlek, zelo sem vesel, da sem bil lahko danes v vaši družbi, upam, da ste v redu, da ste se imeli lepo med našim intervjujem. No, jaz vam pa predstavljam našo novo skladbo Dama in Baraba, dejte jo poslušati in če bi jo radi še slišali, jo lahko poslušate na Radiu Prlek ali pa tudi na YouTubeu. Hvala lepa. Blaž, hvala ti za ta pogovor ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa. Si moja dama, jaz sem bolj baraba, ravno prav narobe kombinacija. Ti si moja dama, narejena zame, ti si le za mene rezervirana. Ti si moja dama, jaz sem bolj baraba, ravno prav narobe kombinacija. Ti si moja dama, narejena zame, ti si le za mene rezervirana. Fina, jaz pa ravno kontra vse. Moja sladka senjorina, moja karma za srce. Vroče in sladko, vse teče gladko, ko sva na štiri oči. Vroče in sladko, krilo je kratko, pusti, da se zgodi. Ti si moja dama, jaz sem bolj baraba, ravno prav narobe kombinacija. Ti si moja dama, narejena zame, ti si le za mene rezervirana. Ti si moja dama, jaz sem bolj baraba, ravno prav narobe kombinacija. Ti si moja dama, narejena zame, ti si le za mene rezervirana. Sladka cela, jaz pa malce bolj grenak. A nebo sva si vzela, ti si sonce, jaz oblak. Vroče in sladko, vse teče gladko, ko sva na štiri oči. Vroče in sladko, krilo je kratko, pusti, da se zgodi. Ti si moja dama, jaz sem bolj baraba, ravno prav narobe kombinacija. Ti si moja dama, narejena zame, ti si le za mene rezervirana. Ti si moja dama, jaz sem bolj baraba, ravno prav narobe kombinacija. Ti si moja dama, narejena zame, ti si le za mene rezervirana. Jaz sem bolj baraba, ravno prav narobe kombinacija. Ti si moja dama, narejena zame, ti si le za mene rezervirana. Ti si moja dama, jaz sem bolj baraba, ravno prav narobe kombinacija. Ti si moja dama, narejena zame, ti si le za mene rezervirana. Sem Blaž iz skupine Zvita Feltna in vi poslušate Radio Prlek.